pravi razmišljanje, nekaj vrste pripravljeno strani WHO-ja, zdaj, ko so v Afriki toliko povečano in končno prvi primer tudi na Švedskem. Kako smo pripravljeni? Zdaj priprave so bile pravzaprav leta 2022, ko smo imeli tudi v Evropi povečano število bolnikov z mpox, takrat sicer okužba z drugim podtipom virusa, kot je trenutno problematičen. Vemo namreč, da mpox povzročata dva različna podtipa virusa, en tako imenovani centralnoafriški, ki je zdaj problematičen, in pa zahodnoafriški, s katerim smo imeli opravka leta 2022. Takrat smo naredili protokole tako obravnave bolnikov v ambulantnem okolju, kot tudi protokole za tiste, ki bi teoretično potrebovali hospitalizacijo. Takrat kar nekaj truda tudi, da smo pripeljali v Slovenijo cepivo, tako da te stvari so nekako vpeljane. Danes je tudi predviden sestanek z NIJZ-jem, da še enkrat prevetrimo te poti in pa pripravljenost na nacionalnem nivoju. Kakšna je pa razlika med tema dvema seboma? Razlika med zahodnoafriškim in pa centralnoafriškim podtipom virusa je v tem, da ta centralnoafriški povzroča težji potek bolezni z višjo umrljivostjo. Seveda so to podatki iz Afrike. V tem okolju, kjer je bolezen endemska, je smrtnost pri centralnoafriškem okrog 10%, medtem ko je pri zahodnoafriškem smrtnost nekje do 1%. Seveda pa vsi poudarjajo, da je težko te podatke prenesti v zahodni svet, ker je samo osnovno zdravstveno stanje prebivalstva in pa tudi zdravstvena oskrba bistveno drugačna, tako da je verjetno smrtnost v našem okolju bistveno nižja, kot je v Afriki. Sam potek bolezni je pa pravzaprav podoben. Med podtipoma virusa ni bistvene razlike. Pri obeh se začnejo težave z visoko vročino, zmrazenjem, slabim počutjem, bolečinami v mišicah in pa glavobolu, tako kot je to pri večini infekcijskih bolezni. Potem pa se zelo hitro pojavijo povečane bezgavke, predvsem na vratu in pa v dimljah. Te bezgavke so lahko kar več centimetrov velike. Približno 1 do 4 dni po pojavu vročine pa se pojavijo izpuščaji, ki se praviloma začnejo nekje na obrazu in se v roku 1 do 2 dni pojavijo potem po celem telesu, vključno z dlanmi in podplati. Prisotni so lahko tudi na očesni veznici in pa na razliko od noric se tukaj vsi izpuščaji pojavijo pravzaprav hkrati, tako da so vsi v enaki fazi. Za norice je namreč značilno, da se izpuščaji pojavljajo v večjih fazah. Se pravi, vidimo izpuščaje v različnih fazah razvoja, od mehurčka do kraste, lahko te začetne oblike. Tukaj pri mpoxu pa so izpuščaji praktično pri vseh v enaki fazi okužbe. Koliko časa pa je potem oseba kužna? Ja, to je pa zanimivo, da tukaj je pa kužnost kar dolgotrajna in to je problem. Se pravi, kužna je oseba, dokler ne odpadejo vse kruste, se pravi, dokler ne odpadejo vse kraste, kar se zgodi nekje od 2 do 4 tednov od pojava prvih izpuščajev. Cepivo je enako in kako bi bil postopek, ko bi našli prvi primer v Sloveniji? Cepivo je takšno, ki je primarno bilo izdelano za cepljenje proti črnim kozam, se pravi, tukaj gre za virus, ki sodi v isto skupino kot črne koze. Tudi tisti, ki so bili cepljeni proti črnim kozam, Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da so še vedno zaščiteni tudi proti mpoxu, oziroma vsaj, da ne bi zboleli s težjim potekom. Tako da v letu 2022 in 2023 smo cepili takrat predvsem rizično populacijo in pa na voljo je bilo cepivo za zdravstvene delavce, če bi bilo potrebno bolnike sprejemati, da bi šlo za težji potek, in pa seveda za laboratorijske delavce, ki so v stiku s kužninami, ki prihajajo v laboratorije. Se pravi, če bi prišlo do prvega primera, kako bi ravnali? Se pravi, tukaj je treba predvsem oceniti, a gre za takšnega bolnika, ki potrebuje hospitalizacijo ali ne. Načeloma je pri večini bolnikov potek sorazmerno blag in ne potrebujejo hospitalizacije. To pomeni, da bi takšnega bolnika pregledali na enem izmed verjetno infekcijskih oddelkov, zelo verjetno bi bila to Ljubljana ali Maribor. Potrebno je seveda poskrbeti, da takšen bolnik ni v stiku z drugimi bolniki, se pravi, nekje to pot imamo vzpostavljeno. Zelo dobro je, da če se nekje na terenu postavi sum, da se obvesti
ustanove, kamor takšnega bolnika napotujejo, zaradi tega, da lahko seveda pripravimo vnaprej ustrezno pot. Neka bomo rekli, določena prednost tukaj je, da so prisotni izpuščaji, se pravi, da to je lažje prepoznavno, da ni potrebna tako dolgotrajna diagnostika, ker lahko že na osnovi klinične slike z veliko verjetnostjo postavimo sum, da gre za mpox. Si takoj kužen ali šele, ko se pojavijo izpuščaji? Kužen si pa načeloma že kakšen dan pred pojavom vročine. To je pa vedno problem pri teh infekcijskih boleznih. Tako da dan, dva pred pojavom vročine so bolniki že kužni in se pravi, kužni ostanejo, dokler so prisotni izpuščaji. Prenos je pa najbrž Prenos primarno, najpomembnejši način prenosa je preko neposrednega stika s kožnimi lezijami. Kužne so tudi pravzaprav kraste, ki odpadejo, tako da na to je treba biti posebej pozoren. Tudi kužna je lahko obleka oziroma posteljnina, na kateri takšen bolnik leži, tako da to je stvar, ki bi bila v bolnišničnem okolju lahko problematična. Potem pa kužni so tudi izločki iz dihal, tukaj ne gre za aerogeno širjenje, gre za klasično kapljično širjenje, se pravi meter po pol razdalje, ki jo ves čas poudarjamo, je praviloma zadostna za neko varno obravnavo bolnika oziroma tudi za oceno, ali je bil nekdo v nevarnem stiku ali ni bil v nevarnem stiku. Bi rekli, da je tudi ob pravočasnem zdravljenju virus nevaren? Kako bi rekli? Pravzaprav nimamo natančnih podatkov iz našega okolja, kako pri populaciji, ki je sorazmerno zdrava, prihaja do zapletov, kako pogosti so zapleti. Iz Afrike poročajo predvsem o sekundarnih bakterijskih okužbah, možna je tudi prizadetost dihal s pljučnico, ta je vedno, kadar gre za virusne okužbe, lahko problematična. Opisani so tudi primeri meningitisa oziroma encefalitisa, ki so pravzaprav pogosto vzrok tudi za smrt teh bolnikov v Afriki. Tako da tukaj vedno poudarjamo, da gre za populacijo, ki je lahko že v osnovi bolna, se pravi, ki ima pridružene bolezni. Zavedati se moramo, da osrednja Afrika ima visoko pojavnost HIV-a, tako da lahko gre tukaj za bolnike, ki so imunsko oslabeli, ki so podhranjeni, ki imajo recimo že odprej lahko tudi tuberkulozo, različne druga stanja, ki vplivajo na imunski status in seveda je pri njih potek bolezni bistveno težji kot pri nekomu, ki je sicer sorazmerno zdrav. Pa bi svetovali zdaj cepljenje? Ja, tukaj gre za vprašanje, koga cepiti. Sigurno nekdo, ki bi šel v področje, kjer trenutno so te izbruhi in bi preživel dalj časa na območjih in z večjim stikom z domačini, je vsekakor cepljenje tukaj na misli. Tudi za otroke verjetno bolj rizično? Iz Afrike poročajo, da je večina smrti v resnici pri otrocih, ampak seveda spet gre tukaj za povsem drugačne populacije, kot je v našem okolju. Tako da je pa vsekakor vedno poudarjamo, da bolj rizični so te, ki imajo imunske pomanjkljivosti, te, ki so starejši, nosečnice in pa otroci. To so definitivno populacija, ki je bolj dovzetna za težji potek in je potrebna še posebna previdnost. Pa so te opičje koze morda v sorodu z denimo vodenimi kozami, bi bila lahko kakšna primerjava? Opičje koze oziroma mpox je v sorodu z črnimi kozami, ne pa z noricami oziroma z vodenimi kozami. Za razliko od vodenih koz, kot sem že rekla, je to, da se pri noricah pojavijo izpuščaji v različnih fazah v zagonih in da tukaj nimamo povečanih bezgavkov. Tako da to je ena izmed teh, bomo rekli, glavnih razlik, s katerimi lahko že zelo hitro ob pregledu ločimo med obema boleznima. Tudi pri noricah ne nastajajo razjede, nimamo takšnih razjed, kot nastanejo pri mpoxu in tudi spremembe pri noricah praviloma niso boleče, medtem ko pri mpoxu so lahko spremembe tudi kar boleče. Lajšanje? Predvsem specifičnega zdravljenja ni. V teku je nekaj raziskav, ki ocenjujejo učinkovitost protivirusnih učinkovin, ki so namenjene za zdravljenje črnih koz, tudi za učinkovitost mpoxa, vendar te raziskave še niso dokončane, tako da primarno se svetuje predvsem simptomatsko zdravljenje, se pravi lajšanje bolečin, zniževanje vročine, zadostne vnosne tekočine in ostalo podobno zdravljenje v primeru zapletov, se pravi, če bi prišlo do sekundarnih bakterijskih okužb, pride potem zdravljenje z antibiotiki kot tisto primarno zdravljenje zapleta.